Kdo je pa izum žarnice? Ko se ti utrne vprašanje, so tu To pa znamo. radovedne 4. Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovati danes? Radiovedni na valu 202. Dober dan, radiovedni. Danes se mi lahko pridružite na poti do grenkega spoznanja. To nas čaka na ljubljanski biotehniški fakulteti, natančneje na oddelku za agronomijo. Moje ime je Helena Šircelj, ukvarjam se pa z raziskavami stresa in užitnih samoniklih rastlin. In prav ena od samoniklih rastlin je razlog mojega obiska. Rastlina, ki nam življenje greni na zelo prijeten način. No, vsaj tistim, ki ga spomladi obožujemo v solati. To je seveda regrat. Poslušalec Peter nas je namreč spodbudil k iskanju odgovora na vprašanje, zakaj je regrat skozi leto postajal vse bolj grenak, oziroma za začetek, ali to sploh drži. Še prej pa, zakaj je regrat sploh grenak? Regratu dajejo grenkobo skupina snovi, ki rečemo grenčine. Največ k njegovi grenkobi prispevajo snovi skupine terpenoidov, zlasti seskviterpen laktoni. Ravno te snovi so glavna obramba regrata pred škodljivci, največ grenčin je pa v njegovem mlečku. Kako pa se količina grenčin v regratu skozi leto spreminja? Pozimi je koncentracija teh snovi najmanjša, od sredine marca naprej počasi narašča, v začetku cvetenja v aprilu pade, verjetno zato, ker takrat regrat usmerja energijo in snovi, ki jih pridela s fotosintezo bolj v razmnoževanje kot pa v obrambo. Potem pa po cvetenju koncentracija grenčin spet narašča do avgusta, ko doseže vrh. Od septembra dalje se zmanjšuje in decembra spet doseže tisti minimum. Sintezo obrambnih snovi, torej ali proizvede več ali manj grenčin, regrat najverjetneje uravnava glede na temperaturo okolja. Ta mu namreč sporoča, kolikšna je verjetnost, da ga bo napadel njegov najhujši sovražnik. To je ličinka majskega hrošča. Ogrci majskega hrošča, ki so škodljivec, so pozimi skriti globoko v tleh, pod koreninami regrata, spomladi pa se dvignejo na višino regratovih korenin in sredi aprila začnejo intenzivno obžirati korenine, ter zaradi rasti ličinke in njenega povečanega apetita povzročajo vedno večjo škodo na koreninah. Vrh te škode je v avgustu, potem pa upada do oktobra. Potem gre pa spet spat. Zdaj, regrat, kot smo rekli, pri višjih temperaturah okolja tvori več grenčin in se tako bolje brani pred napadom škodljivcev. Če pa do napada pride, se pa koncentracija grenčin lahko še dodatno poveča zaradi neposrednega odziva regrata na stres, ki ga povzroči zdaj ta napad, pa grizenje korena regrata. To v praksi pomeni, da bomo najbolj grenak regrat nabrali v najbolj vročem obdobju leta na travniku, ki ima v tleh najštevilčnejšo populacijo majskega hrošča oziroma njegovih ličink. Regratove grenčine so strupene tudi za druge napadalce, recimo strune, kobilice in druge rastlinojede živali, a ti so za regrat manj nevarni in verjetno se je letni cikel regratove obrambe zato najbolj prilagodil majskemu hrošču. Ima pa regrat največ grenčin v korenu, manj pa v stranskih koreninah in nadzemnih delih. Najbrž zato, ker je ravno koren najbolj kritičen organ regrata, saj je od njega najbolj odvisno preživetje rastline. Če namreč žival požre liste, lahko iz zaloge v korenu rastlina hitro liste obnovi. Če pa ogrc požre koren, potem pa običajno rastlina odmre. Kljub grenkemu okusu je regratova solata predvsem v spomladanskem času zelo priljubljena jed, ki velja tudi za zelo zdravo. Prav res vsebuje recimo 20krat več vitamina A kot vrtna solata, a približno podobno količino vitaminov C, A in E kot špinača. Še več pa jih recimo vsebuje kopriva, pravi Helena Šircelj. Ampak nazaj k regratu. Kljub temu, da agencije za hrano in zdravila regrat in pripravke iz regrata obravnavajo kot varne, lahko njegove grenčine pri ljudeh z žolčnimi kamni pospešijo krčenje žolčnika in s tem povzročijo bolečine in zapore žolčnih poti. Hkrati pa povečajo izločanje želodčne kisline, kar lahko pri občutljivih ljudeh poslabša simptome gastritisa ali povzroči zgago. Pri vsaki stvari je najboljša prava mera, pravi latinski pregovor, in to velja tudi za regrat.
Radiovedni. Pačeni ljudje iz radia, ki so preveč radovedni. Zdaj se nam pa že mudi. Čaka nas novo radiovedno vprašanje.